Moja funkcija v nogometnem klubu Domžale nosi naziv poslovno-finančni direktor. Moja osnovna naloga je seznanjati predsednika kluba z vsemi pomembnimi zadevami na poslovnem področju. So vse te vsakdanje stvari, ki se dogajajo izven igrišča. Priprava pogodb, organizacija dogodkov. Na te dogodke se res dobro pripravimo, se pravi, treba se je dogovoriti, kdaj dogodek bo, kje bo, kakšna bo vsebina dogodka, kakšen bo program, kdo bo to izvedel. Potem drugi sklop recimo so prireditve. Prireditve so naše nogometne tekme. Gledalec, ki pride na stadion, vedno vidi samo to, da kupi vstopnico, se usede na tribuno, pogleda tekmo in to je to. Ne vem, če si gledalci predstavljajo, koliko zadev je potrebno pripraviti, da taka prireditev izgleda na koncu, kakor pač izgleda. Potrebno je naročiti ozvočenje, reševalno vozilo, zato zdaj od februarja dalje skrbi moj asistent Matjaž. Treba se je dogovoriti z mediji, to počne naš PR Nejc v sodelovanju z Gregatom. Potrebno se je dogovoriti z gasilci, varnostno službo, reditelji, policijo. Plus na samem dogodku potem je potrebno ves čas spremljati, kako dogodek poteka. Predvsem se mi zdi, da imamo za odtenek več dela zato, ker hočemo, da so ti dogodki dobro speljani. Potem je recimo na mojem področju pomemben segment sodelovanje z vsemi deležniki v nogometu. To je recimo Nogometna zveza, UEFA, prijave na FIFO in seveda sponzorji. Pri sponzorjih je potrebno ves čas skrbeti, da so ustrezne pogodbe, aneksi, da se izvršujejo pogodbena določila. Osnovna naloga in glavna naloga na finančnem področju je, da skrbimo za zakonito poslovanje kluba. To pomeni, da vsi dogodki, ki se zgodijo, morajo imeti pravo podlago. Transakcije morajo imeti račune, pogodbe, obračune. Vso dokumentacijo moramo tudi skrbno vlagati, se pravi arhivirati, dostavimo jo naprej zunanji računovodski službi Homar. Med dnevnimi nalogami mogoče naj izpostavim kontrolo racionalne porabe sredstev. Potem so tedenske zadeve, so tedenski obračuni, prodaje v našem fanshopu, prodaje v lokalu. Potem so mesečni obračuni, to je recimo pregled članarine. Potem je mesečni obračun plač in seveda na letnem nivoju rezultat vseh teh poročil, vseh teh računov, vseh teh zadev, ki pridejo v hišo, je potem na koncu leta rezultat, ali smo bili uspešni in koliko smo bili uspešni. Te računovodske izkaze seveda potem pogleda v sklopu licenčnega postopka tudi revizorska hiša. V bistvu delamo na tem licenčnem postopku konkretno 2 meseca in to je tisti projekt, kjer se združita poslovni in finančni del. Mi moramo nogometni zvezi in posredno seveda UEFA dokazati oziroma pokazati, kako smo poslovali v preteklem letu in dokazati, da smo sposobni na vseh področjih preživeti naslednjo sezono. Če pogledamo z profesionalnega vidika, je mogoče fajn, da na tej poziciji poslovno-finančni direktor, da je ženska, zaradi tega, ker ženska vse en zadeve gledamo malo širše, ker smo že od doma navajene vsak dan toliko in toliko težav rešiti, ker znamo najti tudi dobre in hitre rešitve. Moram reči, da od nekdaj veliko raje delam z moškimi kot ženskami. Pri ženskah je skozi neko tekmovanje, pri moških pa tega ni. Moški ste zadovoljna, hvaležna bitja, spoštljiva bitja. Je pa delati v nogometu nekaj posebnega, zaradi tega, ker marsikateri vikend preživimo ob igrišču. Na dopust gremo takrat, ko lahko gremo, ne takrat, ko bi mi šli. Skratka, delati v nogometu je drug svet. Če tega ne počneš rad, potem tega pač ne moreš početi. Je pa zelo lepo.